vaje za Heronov obrazec. Pa dajmo enih par vaj. Naprimer, za začetek vzamemo kar prvi primer prve vaje. Se pravi, imamo trikotnik ABC, podatki so, A stranica je dolga 8, pa dajmo centimetrov, B stranica je dolga 29 centimetrov in C stranica je dolga 35 centimetrov. Zanima nas, kolikšna je ploščina tega trikotnika. Ker je to poljubni trikotnik, nima nobenih lepih lastnosti, da bi lahko izračunali, in potrebovali bi v bistvu višino, eno višino še na stranico, da bi z običajnimi formulami, ampak Heronova formula pa nam omogoča, da lahko naredimo tudi ploščino. Najprej izračunamo mali s oziroma polovični obseg, se pravi 8 plus 29 plus 35 polovic. S je, pa dajmo kar na kalkulator, 8 plus 29 plus 35 je 72 polovic, kar je 36. In ko imamo enkrat mali s, lahko zračunamo pa velik s. Velik s zračunamo kot tak dolgi koren iz mali s, potem pa vse stranice odštejemo od s. S minus a, s minus b, s minus c. Zdaj pa vstavimo to noter. Se pravi, namesto s damo 36, minus a je 8, 36 minus 29 pa 36 minus 35. Tukaj med oklepaji in številkami je krat, zato ima prednost, da najprej zračunamo oklepaje, pol pa bomo pomnožili vse skupaj, pol še pa korenili. Se pravi, 36 ostane, 36 minus 8 je 28, 36 minus 29 je 7, pa 36 minus 35 je 1. Zdaj pa vse to pomnožimo. 36 krat 28 krat 7 je 7056, kar je koren tule je, še enkrat mogla odtipkati, 7056 in je 84, še celo izšlo se je. In sicer, ker je to ploščina, je to centimetrov na kvadrat. Okej. Zdaj seveda lahko to vse zapletemo še z različnimi količinami, tu si dajte centimetre noter, tukajle tole lahko s polovicami poskusite. Zdaj pa dajmo še mi drugo nalogo, ko je malo bolj mogoče težka, mislim, drugačna. Se pravi, ploščina trikotnika meri, imamo zdaj ploščino 18900, centimetrov na kvadrat. Kolikšen je njegov obseg, če so stranice v razmerju, se pravi A proti B proti C je 2 proti 3 proti 4. In treba je izračunati obseg. Če želimo izračunati obseg trikotnika, se pravi A, B, C, potem potrebujemo vse stranice A, B in C. Imamo pa podano samo ploščino, in pa da so stranice v razmerju. Zdaj najprej razmislimo, kaj pomeni, da so stranice v razmerju. Zdaj to pomeni, da A dobimo tako, da dvakrat nekaj pomnožimo, B pa tisto nekaj moramo pomnožiti s 3, C pa tisto nekaj pomnožimo z 4. Se pravi, da bi lahko zapisali A kot dvakrat T, neka količina, pa B bi lahko zapisali kot 3x T, lahko tudi X pišete, čisto poljubno to. Pa C bi pisali kot 4x T.
zdaj pa tole imamo pa takole s tem t-jem rešeno, a ne. In vemo tudi, da je ploščina 18.900. In koliko bi zapisali ploščino z našimi 3 stranicami? Ja, če bi hoteli iti ploščino računati, potem bi mogli najprej izračunati mali s. Mali s je a plus b plus c polovic. Pa zdaj namesto a-ja ustavimo 2t, namesto b-ja 3t, pa namesto c-ja 4t. Vse skupaj polovic. In zdaj imamo s je 2 plus 3t je 5t pa 4t je 9t deljeno z 2 je 4,5 krat po t. To je mali s. No, zdaj pa poskusimo še velik s izračunati, ne. Velik s je pa kaj? Je pa velik koren. Pol pa imamo s minus a, s minus b, s minus c. Zdaj, ker bomo skozi ta koren mogli vleči zraven, je mogoče lažje, da ga prestavimo pač na s. Ampak če ga prestavimo na s, moramo dati na kvadrat. Da se korena znebimo, ne, smo na obeh straneh kvadrirali. No, zdaj pa s je 4,5t, potem imamo 4,5t minus a je 2t, pa spet s je 4,5t minus b je 3t in pa ta tretji oklepaj je pa 4,5t minus 4t. Zdaj smo vse te t-je noter vstavili. S na kvadrat bomo zaenkrat še kar pustila. In zdaj izračunimo v oklepajih 4,5 krat t krat 4,5t minus 2t je 2,5t pa krat 4,5 minus 3t je 1,5t pa 4,5t minus 4t je 0,5t. Mogoče bi bilo bolj, da bi bilo x, ne bi se lepše mogoče videlo. No, in tu vmes je samo množenje. Samo množenje. Se pravi, s na kvadrat je. Zdaj pa imamo. Najprej bomo številke pomnožili, se pravi 4,5, 2,5, 1,5 pa krat 0,5. Gremo 4,5 krat 2,5 krat 1,5 krat 0,5 je. Zdaj bom jaz kar celo, kar je napisal kalkulator, mogoče se nam bo izšlo, glede na to, da sem to prepisala iz ene knjige, ne. 8,437,5. Koliko imamo pa t-jev? To je pa 1, 2, 3, 4 t-ji, se pravi krat t na kvadrat. Koliko pa je s na kvadrat? To je pa 18.900 na kvadrat. Okej, je 8.737,5. Tole verjetno 4, ne, če se prav spomnim. 4 krat t na kvadrat. Zdaj pa dajmo. Jaz bom tule naprej pisala, ker mi je zmanjkalo malo prostora. Dajmo 18.900 na kvadrat. Kar v kalkulator damo to. 18.900 na kvadrat je 3, 5, 7, 2, 1, pa 4 ničle. 1, 4. In to je enako 8,4375 krat t na kvadrat. Zdaj pa, da dobimo t na kvadrat, moramo deliti z 8,4375. Pravi, t na kvadrat je 3, 5, 7, 2, 1 pa 4 ničle
polomljeno z 8,4375. Se pravi, damo to v kalkulator, 8. Moram še enkrat tipati. 3, 5, 7, 2, 1, 1, 2, 3, 4, deljeno z 8,4375. Ja. In t na kvadrat je 4, 2, 3, 3, 6, 1, 2, nič, takle. In če hočemo dobiti zdaj t, moramo to vse skupaj koreniti. To moram zdaj izbrisati. In gremo naprej. T je potem koren zakaj tako dolgo traja, da tole najdem, da bi dobila eno tipko ANS, se reče, in potem je točno tisti rezultat, ki ga dobimo in je tule, ne, zraven je enako, da ni treba dvakrat tipkati, to sem si tako zaželela manj, ne. No. In ta koren je zdaj znesel 65.066. Mislim 6,6. In koliko je zdaj A? A je 2 krat 6, 5, nič, 6,6 centimetrov. A je krat 2 je 13.013,22 centimetrov. Jaz res upam, da nisem kje kakšne ničle potvorila. Potem B je 3 krat 6,5, nič, 6,6. In B je potem plus 19.519,8 centimetra. In C je v bistvu dvakrat po A, ne, se pravi 2 krat 13. In je potem 26.026,44 centimetrov, ne. Zdaj tole so bile res hude številke in tudi huda naloga, tako da si bomo zdaj malo oddahnili. Tako. To je to. To so te naloge, ko pridejo v poštev. Tista ta prva je bolj realna, tale je pa bila že kar divja. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!